tekač, voznik, maser, računovodja, motivator. Ne upiri se, če te kaj dam, vzameš, samo vzameš. Ajde, bring it on. Vozi v vseh pogojih, niti dež, celo sneg ga ne ustavita. Se pravi, bi mogel zelo tudi laufati, ne, v tem vremenu. Sam? Najbolj bi mogel laufati. Ti nekaj povem, danes ne. Danes je primeren dan za vadbo v notranjih prostorih. Kakšno vadbo, bomo pa kmalu videli. Daj mi povej, kje so se znašla, no? Znašla sem se na najboljšem možnem placu za delati trening za moč. In zelo lepa. Tale klele je res vrhunski. Je kul, ne? Je nekaj posebnega. Ja. Zdaj, za kva sva se tukaj znašla, pa lahko jaz povem, ti me že zdajle zadnja leta zelo lepo, vztrajno, na strokoven način opozarjaš, da bi jaz mogel tudi malo vadbe za moč dodati v svoj trening. Se pravi, da tek pa kolo, to, kar jaz počnem, to ni dost, ne? Ja, res je, ne. Se pravi, nič ni narobe, če tečeš, če voziš kolo, to so vse super aktivnosti, kardio aktivnosti, ne, imajo svoje ugodne vplive, ampak vsak malo bolj resen tekač bi mogel delati zraven tudi podporni trening moči. Podporni trening moči. Tako, moč je osnova v bistvu za vse ostale aktivnosti, ali pa če hočeš reči športe. Konec koncev, se pravi, tekači delajo moč, kolesarji delajo moč, tekači na smučeh delajo moč. Vsi športniki, ki so majčkeno bolj resni v teh svojih panogah, delajo vedno podporni trening moči. Ampak načeloma pa to za vsakega, za slehernika velja, ne? Tako. Da z leti nam pač mišice pešajo tako in drugače, struktura se začne povešati malo, poenostavljeno povedano. S starostjo se pač dogaja to, da ne samo, da so kosti vedno bolj šibke, ampak to velja tudi za mišično maso. Se pravi, z leti mišično maso zgubljamo, moč zgubljamo in to, kar bi v zrelih letih ali pa tudi, če rečemo, na jesen življenja mogli početi, bi mogli zelo veliko pozornosti posvečati treningu moči, ohranjanju mišične mase. In mi bomo danes pokazala za vse naše, ali pa dajva kar reči, najene gledalce danes en trening za moč, ki ga lahko izvede praktično vsakdo od doma. Tako, to, kar bomo pokazali, lahko delamo v domačem okolju. Za tak trening ne rabiš posebnih pripomočkov, pravi, najboljši pripomoček bo naše telo. Lahko se modificira, lahko dodajamo kakšne zadeve zraven, bo tudi pokazala, v osnovi ne rabiš nič posebnega. Blazino pa prostor. Pa voljo. Pa volja, to je vedno. Alright, pa začnejo. Deva. Ok, Ingi, zdaj ogrela sva se, zdaj pa
pa bomo šli kar na prvo vajo. Začela bomo s spodnjim delom, z nogami, pa bomo naredila kar najbolj osnovno vajo, ki jo v bistvu čisto vsak pozna, se pravi počep. To že tako delamo v življenju vsak dan, ko se usedemo v školjko, zdaj bomo to naredili mogoče malo bolj previdno. Ok, pa nobenega hudega rekvizita ne rabiš, je tako? Ne rabimo nič, imamo svojo težo, Ja. tako da mi smo ta rekvizit. Ok. Začnemo tako, stopimo majčkeno širše od jedinice, stopala rahlo navzven, roke bomo dali naprej in se enostavno samo usedemo z boki nazaj, krčimo kolena in se dvignemo nazaj gor. In to je vse. Težo imamo lahko na celih stopalih, hrbtenica ne bo ravna in gremo. Okay? Čisto enostavno. Spravi boki nazaj, kolena naprej, pogled na ravnost in greš. To je to. Super. Zdaj, Okay. To je prva vaja za moč. Po ogrevanju, ne? Po ogrevanju. Lahko si jo majčkeno popestrimo, se pravi, če imamo doma kakšen rekvizit, če že imamo kako tež, če nimamo, lahko vzamemo kaj drugega v roko, kakšno plastenko. Tole pred nama je To je kettlebell. kettlebell, ta je osmica, ampak ni to pomembno. Okay. Lahko pa tudi navaden cegel, če tako Lahko je pogledaš, navaden ne? cegel, znajde se tisto, kar imaš, ko rabiš. Primaš pred sabo, trup lepo imamo aktiven, trebušne mišice stisnemo in naredimo isto kot prej. Se pravi, spustiš, kontrolirano, dvigneš gor. Zmeren tempo, ne hiteti. In to je to. Okay? Top. To, Ok. dvigneš gor. Daj, da probam. Lej, cilj je, da utrudva mišico. Se pravi, dokler lahko delaš varno, da se ne boš začel kriviti, da delaš tehnično pravilno, kar greva, ne? Bova malo potisnila, ne? Malo pušava telo. Se pravi, ja, 3 serije bo naredila, pa narediš tako blizu odpovedi mišice, recimo. Ne? Sam ne mi ti odpovedati. Super ti gre, to je to. Druga vaja, se pravi, imeli smo počep. Druga vaja bomo šli narediti izpadni korak na mestu. To je bo v bistvu zelo dobra vaja tudi za tekače, ne? Tako da bo tudi pošla zate. No, super. Stopimo malo daljši izkorak, peto zadnje noge bomo dvignili, trup držimo po konci in gremo lepo. Spustimo zadnje koleno proti tlom in se dvigneš gor. Kontroliran položaj, dvigneš gor. Trup držimo po konci, pogled na ravnost, težo na obeh stopalih in delaš kontroliran tempo. Okay. Isto lahko z težjo. Lahko za težjo, lahko primeš v težko spredaj, Okej. lahko v eno roko, variacije ogromno. Evo to, David, zdaj imamo pa alternativo tistim izpadnim korakom, ki smo imeli prej. Je mečken težja vaja, zelo priljubljeni bolgarski počepi. Ja. Lej, pri mojih strankah zelo priljubljeni počepi. Super, ampak dobro ti gre. Evo. Super, kar potisnem sprednjo nogo v tla, lepo. Odpovedi, ne? Do odpovedi. Mišice, ne Davida. Super. To. Tretja vaja. Večinoma se premikamo samo v tej smeri naprej in nazaj, kot je tudi tek, ampak je fajn, da tudi upeljamo stranska lateralna gibanja. To bomo naredili tako, bomo stopili v razkorak, mečkaj širši na razen in bomo naredili izpadni korak na eno nogo. In se dvigneš gor, in greš na drugo nogo. In se dvigneš gor. Trup je lepo poravnan. Lepa, ja. Glavo v konci, se usedaš, dvigneš gor. Težo na celem stopalu, isto. Lepa. Kontrolirano gibanje, počasen tempo. Nič kontroverznega, ampak zelo učinkovito, ne? To se gremo. Roke so lahko spredaj, lahko so na ramenih, glitko lahko primemo kakšno ročko, kakšno težko, karkoli imamo na voljo in greš. Zadnja vaja za spodnji del bomo naredili lastovo. Okay? V redu. Se pravi, bomo aktivirali mečkim bolj kolk, ne samo stegne. Zadeva zgleda tako, težo postavimo na eno nogo, z drugo nogo bomo šli daleč nazaj, peto kolineš nazaj, trup se nagne naprej in se dvigneš nazaj gor. Torej, počasi, nagi trupo naprej, dvigneš nazaj gor. Okay? Pazi, da ne rotiraš bokov, gor. Okay? Pazim, da je spodnja noga stabilna, da kolena ne pleše preveč in greš, se pravi, op, in dvigneš gor. Čas nazaj in dvigneš gor. Cool. Dvignemo za obe noge. Odlično. Bomo še zdaj na zgornji del. Se pravi, mogoče najbolj znana vaja, čisto vsak jo pozna, skleca, ampak redko kdo je pa izvaja res dobro. Ne? Se pravi, bomo zdaj pokazali dve verziji, težja verzija, skleca na stopalih,
začnemo tako, da gremo v osnovni položaj deske, stisnemo zadnjico, aktiviramo trup, pazimo, da boki ne padejo dol in se bomo samo spustili s prsi proti tlom in dvignemo gor. Okay. Paziš, da ne grejo komolci preveč narazen. Komolci potujejo rahlo v smeri nazaj in dvigneš gor. Stabilen trup, dvigneš gor. Isto kot prej, počasen, kontroliran tempo. Ok, kaj pa če je to pretežko? Za večino bo pretežko, vsaj narediti res pravilno, dobro sklic je težko. Bomo naredili lažjo verzijo, se pravi, bomo samo spustili iz tega položaja koleno na tla. Vse ostalo je isto. Stisne zadnjico, rebra skriješ noter, glava je podaljš kot trupa in počasi spuščaš, prsta proti tlom, dvigneš gor. Vdih in vdih. Okay. To je to. Super, evo, to imamo pa zdaj mečkeno modificirano tisto skleco, ki so imela prej. Pravi, sem mečkeno dala noge više, tako da je skleca težja kot na tleh. Ampak recimo za nekoga, ki je malo bolj pripravljen, tako kot ti, ker osnovi si, či super varianta. Je v redu, se kaj podira struktura? Ne, zelo, struktura se ne podira. Ne, še. Prav čustvo stavim kamero. Ja, bova tako naredila, da boš izpadel v najboljši možni luči. Hvala ti. Bravo, David, to. Saj si kar mišica, ne? Ja, v redu. Ok, še ena, ne, za trup. Ja, zelo pomembna vaja za zgornji del telesa, za hrbet, se pravi za mišice na hrbtu, pa roke, so potegi, se pravi razni potegi. Najbolj enostavno je, če imate ta pripomoček FRX. Dobiš ga pa v Decathlonu za 20 €. Evo. Namontiraš pa na vrata, samo za vrata vržeš, pa vrata zapreš in to je to. Sicer boš pa verjetno pol pokazal, kaj je še kakšna opcija. Ne? Tako, super poceni zadeva, res praktično vsak si lahko privoši. Res moraš imeti samo neko sedrišče, kjer lahko to dobro vneš, da je varno. Primimo vedno obvezno obe ročki, se postavimo v položaj in počasi potegnemo ramena nazaj, patice skupaj, zdržimo, počasi spuščamo dol. Paziš, podobno kot pri skleci, da boki ne padajo dol, stisnemo zadnjico, rebra skriješ, glavo podaljšku, prsa ven, patice skupaj, počasi spuščaš dol. Enako kot prej v kontroliranem tempu, poudarek na aktivaciji hrbta. Gor izdih, nazaj glede vdih. Slučajno tega ni, je fajn in mogoče vsem si prvosti kakšno elastiko. Aha, ok. Te pa res niso drage, tako da čisto en tak primer, evo, elastika, tako je zaključena, se lahko naveže kamorkoli, lahko v osnovi tudi na kruh od vrat, ko so dobro stabilna, primaš eno nogo naprej, eno nazaj, isti potek kot prej, se pravi lopatice nazaj, držiš, časi vlažiš. Stik, To je to. še enkrat potegneš, glavo podaljšku, držiš lopatice skupaj, časi nazaj. Super. In si naredil bo dosti. Tako David, naredila sva vse glavne mišice, se pravi globalne mišice telesa, spodnji del, zgornji del. Zelo pomembna stvar, naš trup, core, okay? Pravi, sploh za zdrave hrbtenice, pa tudi za tekače zelo pomembna zadeva, ker se prevečkrat pozablja. Lepo. Pa bom pokazala za eno vajo, imenuje se hrošč ali pa dead bug, kako se pozna večinoma. In osnovi zelo enostavna vaja, ampak spet moramo izvesti pravilno. Uležimo se na hrbet, pokrčimo kolena, roke bomo stegnili proti stropu, noge dvignemo, pokrčimo v položaju in bomo šli diagonalno, spuščamo nasprotna roka, nasprotna noga, proti tlom. In dvigamo gor. In gre nasprotno. Spuščaš in dvigneš gor. Zelo pomembno pri tej vaji pa je, da rebra pritisnemo nos. Povežemo medenico rebra, pazimo, da ledvenega dela ne vrže gor. Se pravi, aktiviramo trebušne mišice,
ena noga, druga noga in gremo z izdihom. Pa vdih, dva zopet izdih. In dvig. In še zadnja. Zadnja vaja, tudi zelo pomembna, stranska stabilizacija, se pravi leva, desna stran, bomo naredili lažjo izvedbo. Pokrčimo kolena, oporo trupa naredimo na polnokomolcu, druga roka gre lahko v bok, dvignemo boke od podlage, stisnemo zadnjico, skrijemo rebra in držimo v tem položaju. Zdaj, lahko štejemo vdihe, naprimer, naredimo 10 počasnih vdihov, izdihov. Probamo zdržati stabilen položaj. Tako, probamo se malo pomatrati. Ziva za mišice. Ko ne gre več, spustimo, obrnemo na drugo stran. Isti položaj. Gremo, stisnemo zadnjico, rebra skrijemo in držimo. Počasni vdihi, počasni izdihi. Kaj ne rečem, Ingi? Najlepša hvala za tole krasno demonstracijo. Vedno. Ja, enega takšnega luštnega osnovnega programa za delo v domačem okolju, brez nekih rekvizitov, se pravi, brez izgovorov. David, to je pa en najlepših mostov, kar sem jih kdaj videl. Mislim, da se most v Mostarju skrije pred... V osnovi tak bo. To vajo bomo poimenovali Davidov most. V redu ti zabavljač, sklop se.